se vije vipava, to moja domača je vas. Dom moj tamor. Vsi visota vrške hiše, molče grad stari stoji, krvava se zgodba mu piše, davnino obrača oči. Krvava se zgodba mu piše, davnino obrača oči. Dom moj tamor. Kalnica sladka po hrani, vesele tu raja ljudi, slavček pa spanti prepeva, ko tabor spokojno že spi. Slavček pa spanti prepeva, ko tabor spokojno že spi. Dom moj tamor, dom moj tamor, dom moj dragi tamor. Sveta Trojica. Na nebu Bog Oče kraljuje, Jezus Sin človeka odrešuje. Sveti Duh v srčiki našega srca stanuje, nas pogumom navdihuje. Sveta Trojica, v eni osebi skrite kar tri, skrben je varuh naše vasi. Od ranega jutra, ko zvon zazvoni in v nas življenje zbudi, prek poldneva, ko ob hrani zahvalimo se za vse dari, do večera, ko Ave Marija zvoni in trudni sklenemo svoje dlani. Vse ure, vse dneve, mesece, leta, tiho nad nami Sveta Trojica bedi. Korak nam ravnava, da ne skrene s poti. Z nami gre skozi življenje od prvega joka do sive starosti, ko nam življenje opeša in se nam trese roka. In še v zadnjih urah, tako kot že mnogokrat v življenju, sklenemo dlani, se pokrižamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in rečemo, naj se Božja volja zgodi. Veliko veselje in čast mi je, da z vami delim ta svečani dogodek, ko na zvoniku v taboru odkrivamo in blagoslavljamo to dolgo pričakovano novo fresko Svete Trojice, ki je delo umetnika, akademskega slikarja Rudija Skočirja. Projekt je bil izglasovan v okviru razpisa participativnega proračuna Mestne občine Nova Gorica, za kar se toplo zahvaljujem domačinom, ki so ga soglasno podprli. Sredstva za njegovo izvedbo je torej prispevala Mestna občina Nova Gorica, del sredstev pa je zagotovila krajevna skupnost Dornberk. Moja velika zahvala naj danes velja Mestni občini Nova Gorica, umetniku Rudiju Skočirju, restauratorju Klavdiju Zalarju, gospodu župniku in nenazadnje Martinu, članom Društva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Tabor in vsem krajanom, ki so kakorkoli pomagali, da je bil projekt realiziran in da lahko danes občudujemo fresko, ki bo bogatila naš zvonik. Čuvajmo jo za naše bodoče rodove in naj nam bo ponos in zavest, da z njo ohranjamo našo kulturno dediščino. Zahvaljujem se tudi moškim iz Dornberka, ki nam s pesmijo obogatijo ta svečani dogodek, in Danieli, ki nam bo prebrala njene pesmi in pesmi domačinke Tončke in Stane.
Po zaključnem uradnem delu vse prisotne vljudno vabim, da se skupaj sprehodimo pod gradom do Potarjeve hiše, kjer bo pokušnjena oljčnih olj domačih oljkarjev, večer pa bomo nadaljevali v prijetnem druženju na veselem martinovanju na Leštanah, ki ga pripravlja društvo iz Tabora, taborški vinarji in pridne taborške gospodinje. Sedaj pa k pozdravni besedi vljudno vabim gospoda župana, Mateja Arčona. Ja, opravičujem, Martin je te dni na glavni vrsti. Kaj dela Martinovo? Je pa res, da je moja žena Martina in da je moj sin Martin. Tako da bom kar praznoval v naslednjih dneh. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav, spoštovane krajanke in krajani. Tudi sam se pridružujem čestitkam predsednice krajevne skupnosti vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu. To je 4. pridobitev v zadnjih letih v krajevni skupnosti Dornberk. In lahko rečem, da je ena najbolj pristnih. Zato, ker je prišla od ljudi, za ljudi in predvsem zato, ker ste si vzeli čas in ste si sami izglasovali projekt, za katerega ste verjeli, da bo tudi realiziran. Iskrena hvala, ker ste si vzeli čas, prijeten večer, pripadla mi je ta čast, da tudi osvetlim to fresko. Hvala, srečno. Tabor, ljubi dom. Oh, kdo bi ne pogrešal te, preljuba rojstna vas, kjer sestra, bratje še žive in davno že slovi tvoj glas. Ob vznožju te vipava teče, nad tabo trtice rode in krasi v meste belo cvetje, pred tabo snežne pa gore. In stari grad že ves posud, kamnita pot dol proti mlinu in rožen placu lep razgled, vse to ostalo je v spominu. Za gradom rojstna hišica, pred gradom pa v zvoniku zvon, ki zvonil je Mariji v čast in smo molili vsi na glas. Oh, kdo bi ne pogrešal te, moj Tabor, ljubi dom, saj vedno mislim le na te, nikdar več videla te ne bom. Moja vas, vasica moja, stara mnogo let, dolgo prej, kot sem prišla na svet. Na griček je postavljena, iz vseh strani je slavljena. Zjutraj jo sonce pozlati, jutranja rosa posrebri, pozdravljajo jo hribi in doline, v večernem mraku jih žele tišine. In skupaj hiše se drže, kot da podajajo si roke. In vetrič v krošnjah vseh dreves, kot ptiči spev, se pozibava vmes. Ob vznožju obkrožajo jo vode, seboj odnašajo tegobe, da čisti mogli bi ostati in ta prelepi griček varovati. Prijazno vabim gospoda župnika Boštjana Toplikarja, da blagoslovi fresko Svete Trojice, ki je od nekdaj zavetnica vasi Tabor. Naj spremlja in varuje vse taborce in vse naslednje rodove. Prosim. Spoštovani, vsi navzoči sestre, bratje, vaščani Tabora, danes se obračamo na ostanek teh grajskih prostorov. Prostor, ki je nekoč služil prebivalcem te utrdbe, da so se spominjali, kaj lahko in kaj zmorejo storiti, če jih povezuje. Sodelovanje, druženje, prijateljstvo, sloga, medsebojna dobronamerna ljubezen. Valvazor poroča,
da so grad začeli graditi okoli leta 1471, ko so naši kraji prestajali morijo in nenehne napade Turkov, ki so plenili, ubili okoli 100.000 ljudi in jih prav toliko peljali v ujetništvo. Seboj so na ta utrjen kraj prinesli vse potrebno za preživetje in zaščito, a tudi to, kar se jim je zdelo najdragocenejše in kar jih je ločilo od tistih, ki so se želeli polastiti njihove pokrajine in njihovega imetja. To je to, kar jim je gradilo njihovo drugačnost, njihovo razpoznavnost, njihovo identiteto, kar jim je kazalo pot njihovega življenjskega udejstvovanja. Izbrali so prav podobo Boga kot Svete Trojice, saj je pomenilo razpoznavni znak njihove drugačnosti od kulture in religije, ki so jo nosili vojaki s turbani z vzhoda. Podoba Svete Trojice, treh božjih oseb, ki se med seboj v ljubezni, dialogu in nenehnem podarjanju nenehno srečujejo v eni naravi, kliče k dialogu, spoštovanju in ljubezni, kar jim ga podoba Boga kot vase zaprte enote ni mogla podati. Danes se poleg freske, ki bo na zvoniku, ponovno poživlja ta naš kraj in njegovo sporočilo. Ponovno se vključujemo v to dolgo zgodovino in sporočilo naših prednikov. Ko blagoslavljamo to nabožno podobo Svete Trojice, naj nas njeno sporočilo spomni, kako odločujoče je skrbeti za svoje okolje v njegovem materialnem dobrobitu, še bolj pa v njenem kulturnem in duhovnem stvarnosti, to, ki jo krajani in župljani s ponosom in predanostjo gojimo. Zavedamo se svoje enkratnosti kot kristjani in ljudje dobre volje, ki smo prežeti s krščanskim izročilom. V svetu, v katerem smo, prinašamo vrednote, za katerimi stojimo in nam jih podoba tako jasno in tudi lepo izkazuje. Poveličenega Jezusa, učlovečenega Boga, ki je svojim vstopom med nas, svojimi sklenil novo in nerazdružljivo zavezo Boga Očeta, zgoraj nad Jezusom, ki za očetovsko roko podarja ta kraj in vsem njenim prebivalcem v dar in prostor, to, kar imamo, kar v slogi in solidarnosti gradimo, njegovo kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni, ter duha posvečevalca, podobi goloba, ki daje življenju smisel in vsebino, čemu sploh živimo in čemu ga dograjujemo. Nenazadnje naj nam podoba daje spodbude, da bi še nadalje preiskovali in se v skrivnosti nerazložljivega Boga poglabljali. S premišljevanjem in branjem lahko dospemo do svojih in novih podob in pomenov, ki jih s svojimi sposobnostmi na majhen prostoru freske niti ne moremo podobiti. In jih je krščanska ikonografija poskušala predstaviti simboli in podobami razodetja Boga v zgodovini odrešenja. Vse z namenom in željo, da bi se bližali njemu, ki ga častimo, ali sprejemamo medse kot ljudje, ki se sprejemamo, dopolnjujemo v svojem sporočilu, kulturi, nazoru in veri. Polni zaupanja pa sedaj prosimo Gospoda Jezusa Kristusa. Gospod, naj vsi ljudje po tej podobi spoznajo tvojo ljubezen in dobroto. Daj nam spoznati in doživeti, da smo tvoji bratje in sestre. Podari svetu mir, še posebej krajanom, krajankam Tabra in okolice, ki si nam ga sam obljubil. Potolaži tudi naše bolne in trpeče brate in sestre, ki v naših domovih trpijo in so kakorkoli v pomanjkanju. Gospod Jezus, ker smo tvoji bratje in sestre, se s teboj obračamo k Očetu, Sinu in Svetemu Duhu in polni zaupanja molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Molimo. Slavimo te, Oče, ljubitelj človeškega rodu, svojo besedo, svojega sina si poslal na svet, privzel si je telo iz prečiste device, da bi postal naš odrešenik in prvorojeni brat, vsem enak razen v grehu. V Kristusu si nam dal največji zgled svetosti, ko ga Cerkev časti kot otroka, ležečega v zibelki. V njem molil vsemogočnega Boga. Ko zremo njegovo obličje, gledamo obraz tvoje dobrote. Ko zajemamo iz njegovih ust besede življenja, se napolnjujemo s tvojo modrostjo. Ko preiskujemo globine ljubezni tvojega srca, Božjega srca, se nam užiga v ognju duha, ki ga je razlil v prerojenje. Ko se veseli Kristusovega ustajenja, smo deležni ženinove slave, ki jo vnaprej okuša. Tebe torej, Gospod, ponižno prosimo, naj bo v tvojih vernikih in vseh navzočih, ki so danes tukaj na tem prostoru in ki bodo častili to Kristusovo podobo in podobo Svete Trojice, isto mišljenje, ki je tudi v Kristusu Jezusu. Kakor so nekoč nosili podobo zemeljskega človeka, tako naj nosijo nekoč podobo nebeškega. Oče, tvoj sin, naj jim bo pot, po kateri naj hodijo, naj jim bo resnica, ki varuje njihova srca, življenje, s katerim se hranijo in živijo, luč, ki razprši temine poti, skala, na kateri se odpočijejo, in končno vrata, skozi katera vstopajo v novi Jeruzalem, kjer živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Blagoslovi to podobo Svete Trojice, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. A sveti samoti na gori, mreži nebeških višin, izbrala svoj dom si je mati, iz materjo Božjim je sin. Svetogorska kraljica, usmiljeno gledaj na nas in silom nad svojim nebeškim ljubov blagoslavljaj vsak čas. O ti, Svetogorska kraljica, usmiljeno gledaj na nas in